Pozdravljeni, jaz prihajam iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Združenje združuje podjetja, predvsem ICT podjetja, ki ustvarjajo pogoje za to digitalizacijo, o kateri se danes toliko pogovarjamo. Ustvarja povečanje vlaganj v IKT tehnologijo, poskuša povezati vse deležnike, torej IKT podjetja, državo, tako kot smo majčkeno prej slišali, in tudi uporabnike podjetij, da bi končno čim hitreje stopili po poti digitalne transformacije. Eden od naših največjih projektov trenutno teče tudi na področju IKT kompetenc, in sicer vodimo grozd podjetij IKT horizontalna mreža pri strateško razvojno-inovacijskem partnerstvu Pametna mesta in skupnosti. Torej, ko smo prej poslušali o danskem primeru dobre prakse, torej v Sloveniji imamo podporno okolje in ekosistem, ki združuje državo, podjetja, izobraževalne in raziskovalne organizacije, da bi pripeljali skupaj ves ta inovacijski pa tudi investicijski potencial naših podjetij in naredili nek preboj predvsem na tujih trgih. Ker prihajamo s področja disruptivnih tehnologij, torej omogočitvenih tehnologij, s katerimi pomagamo tem našim 9. strateško razvojnim inovacijskim partnerstvom pri implementaciji tehnologij. Se pravi, ne govorimo samo o tehnologijah, tako kot smo danes cel cajt poslušali. Na prvem mestu je digitalna transformacija, se pravi, kako povezati ljudi v poslovodstvu in v tehniki, v informacijski tehnologiji, da bodo našli skupni jezik, da bodo prepoznali nove poslovne modele, katere bodo podprli z novimi omogočitvenimi tehnologijami. Torej, tehnologije blockchain, o katerih smo poslušali, tehnologije velikih podatkov, umetna inteligenca, kognitivne znanosti, internet stvari, internet storitev, kibernetska varnost. To so le tehnologije, v srčiko pa moramo postaviti človeka. Zdaj, naš konkreten primer, ne bomo danes toliko o tehnologijah, bomo kar o kompetencah, o profilih. Ko smo se pogovarjali v skupini, ki je pripravljala naš nabor digitalnih kompetenc, smo se vprašali, pa koliko je zdaj teh ljudi v Sloveniji, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, ne? In kakor na levi strani v modrem pri IKT podjetjih nekako stabilno raste, nas je zelo presenetilo, da pri podjetjih število ICT strokovnjakov pada. Torej, danes po podatkih Digital Scoreboard je v Sloveniji približno 19% podjetij, se pravi vseh podjetij, velikih, malih, srednjih, ki imajo zaposlene IKT strokovnjake. Se pravi, ne govorimo o teh samo, ki sedijo v IKT podjetjih, ampak govorimo o strokovnjakih v podjetju, vseh strokovnjakih v podjetju. Torej, moramo se vprašati, kako bodo te ljudje, toliko malo ljudi, ki še ne zna govoriti istega jezika kot poslovodstvo, hitro premaknili Slovenijo z mesta in pospešili digitalno transformacijo. V našem akcijskem načrtu smo si zadali, da bomo pripravili orodja za podjetja, ki jim bodo pomagala pri razvoju človeških virov. In sicer pri razvoju kompetenc in karier zaposlenih, pri napovedovanju potreb celotnega gospodarstva pri digitalnih in bolj specifičnih IKT kompetencah in
Ko bomo ugotovili morebiti kakšna neskladja med ponudbo in povpraševanjem, tudi in ugotovili vrzeli, tudi predlagali pobude za dopolnitve obstoječih izobraževanj. Ko smo iskali temelje, ne, kako bi se tega lotili, smo se odločili, da ne bomo izumljali kolesa na novo, ampak smo se ozrli pri metodologijah, pri primerih, ki že tečejo v Evropi ali pa tudi doma. Na področju ICT profilov obstaja evropska mreža oziroma evropski koncept, ki sedaj prehaja tudi v standard, torej podprl bo v standard na področju profilov ICT bodisi podjetij, bodisi ITC profilov, ki delajo v podjetjih. Oprli smo se pa tudi na nacionalni projekt Karierna platforma, ki teče pri Gospodarski zbornici Slovenije. Torej, vsi ga zelo težko čakamo, ta nacionalna karierna platforma pa bo povezala vse deležnike v tem procesu. Torej, tako podjetja, ki iščejo kompetentne kadre, kot univerze, ki pripravljajo kadre na vstop v trg, kot tudi kandidate, zaposleni, ki prihajajo na trg dela, ne. Na enem mestu zbrati vse informacije, povezati z algoritmi umetne inteligence, ki bodo zaznavali za 2 do 5 ali pa tudi morda pri nekaterih profilih in kompetencah za 7 let, kaj je tisto novo, na kaj morajo biti podjetja pozorna in počasi začeti uvajati v svoje programe izobraževanja. Torej, mi smo se lotili, kot sem rekla, tega preko evropskega e-kompetenčnega modela, to je drevo profilov. Kot vidite, je nekako razdeljeno po procesih v podjetju, ne. Torej, ne govorimo več samo o strogo tehničnih profilih, govorimo o tem, da se more poslovni razvoj in tehnika začeti bolje pogovarjati, da dobimo hitre, učinkovite projekte digitalne transformacije. Te zeleno obarvane smo si izbrali za začetek. Kot vidite, teh vseh profilov je približno 30. Pri vsakem od teh profilov pričakujemo kar nekaj specifičnih tehničnih kompetenc, ki bodo povezane s temi profili in seveda en cel nabor splošnih. Ko smo izbirali profile, smo poskušali zbrati iz vsakega tega procesa po enega, poskušali smo dati nekakšno košarico takih, ki pokrivajo temelje, a ne, ker smo prej videli, da je samo 19% podjetij takih, ki zaposlujejo IKT strokovnjake, torej niti temeljev nimamo, ne. In pa nekaj takih, ki jih prinašajo globalni trendi, ne. Torej, želimo zagotoviti, da bomo imeli v podjetjih osebe, ki razumejo tako tehniko, kot tudi poslovne procese, kot tudi nove poslovne modele, kot tudi kako se jih implementira. Uvajamo tudi profil poslovnega analitika, torej, kot smo danes že cel dan poslušali, manjka ta dialog med tehniko in med poslovnim delom, ne. In smo se odločili, da bomo s tem podjetjem tudi pomagali, da bodo te kompetence lažje razvili. Zelo konkretno, kaj nas čaka še do konca letošnjega leta. Kot vidite, smo si zadali kar velik obseg, tako da v prvi fazi vsega gotovo ne bomo
uspeli vseh 30 profilov, bomo pa po fazah nadaljevali in verjamem, da bodo tudi kakšne nove kompetence prišle do takrat. Torej, rezultati našega projekta bo za 6 konkretnih izbranih profilov pripadajoč katalog kompetenc. Za ta izbrani nabor bomo pripravili individualne karierne načrte, načrte usposabljanja, ugotovili bomo vrzeli med tem, kaj je sedaj na voljo in kaj podjetja potrebujejo, in konkretno tudi pripravili predloge za dopolnitev izobraževalnih načrtov tam, kjer bomo zasledili, da je potreba. Torej, podporno okolje v Sloveniji je, podjetja vsi lepo vabljeni. Morda kakšno vprašanje? Če ne pa kasneje. Kakšno vprašanje? To je ta energija po nogometni tekmi. En aplavz, super, hvala lepa.